Ja, si lahko steber, si lahko postaviš šild in si lahko v toksičnem okolju tudi kul, do določene mere. Danes bo format tako, da bomo z Jerryjem pa Manuelom eno rekli. Zato, da se počutim izpopolnjenega, moram biti poslovno vpleten, zato pa, da sem nekako kreativno izpopolnjen, pa se moram ukvarjati z muziko, moram biti okrog ljudi. Ker to delaš, verjetno pridejo eni občutki, ki jih kle vsi poznamo, a sem dosti dober, da rata. Temu daš preveč pomena, s tem se preveč ukvarjaš. Preveč si v glavi, po domač povedano. Sem mogoče fokusiran na nek materialni output, ampak a bom jaz v tem procesu se počutil tako, kot sem počutil, torej kaj si želim. Da si ti sposoben videti pred sabo človeka in se zavedati, da komuniciraš s človekom. Moja prva reakcija je bila v smislu, pa kva si ti vas živčen tukaj, ne? Pa sem gotov, da sem v resnici jaz nisem živčen, ne? A obstaja prekmal za take stvari, da prehmal ugotoviš te modrosti? Preden greš gledati to epizodo, 77% ljudi, ki to gleda, ni naročenih na naš kanal. Meni pa moji ekipi ogromno pomeni, da nas na ta način podprete. Tako da bi ti rekel, da si vzem sekundo, dve, pa to naredi. Za tiste, ki že subscribate, delite to epizodo, govorite o nas toliko lepe stvari, pa hvala lepa. Zaradi vas ta projekt dobiva še večji zagon. Tako da uživi v pogledu. Drugače 11 smo začeli. A kdo ve, kaj to pomeni? Niso neke angelske številke. Angel number experts. A imamo kakšnega? Kje je Jure, onka smutje dela? Meni se je nekaj v zvezi z manifestacijo. A se to v redu sliši drugače? Tam od zadaj, good. Kaj jaz skle slišim, kaj da ne gre zvočnikov, gre? Jaz tebe, ja. Kaj pa mene? Mene sliši to v redu? Okej. Dobrodošli, lepi ljudje. In najlepše to dekle na svetu. Moja žena. Danes bo format tako, da bomo z Jerryjem pa Manuelom eno rekli. V soboto bo pa po moje open mic. Tako da tisti, ki boste danes začutili mogoče že ali pa do sobote, da bi radi prišli gor probati, kako je biti gost, pa povedati kakšno luštno zgodbo o sebi. V soboto je čas. Geja, ti si že bila, ti ne. Tomi, ti si tudi že bil, ti tudi ne. Ali pa. V glavnem, en aplavz za organizacijo Flowsa. Mama, samo odrovam. Čau, Ika. Prej smo te rabili, ker nismo vedeli, kje ima Jerry majico. Ja. Ok, mene zanima, tako čist na prvo žogo, koliko izmed vas kle posluša Underdog podcast. Roke. Čudovito. Pol, več ka pol. Hvala, ta prvo vsakmu izmed vas. Zgodba zelo hitro raste, niti en let še ni mim. Pa so številke take, ki nisem mislil, da bojo. Hvala tudi vsakmu, ki mi pošlje sporočilo, ki mi pove, zakaj poslušate. In včasih tudi sprav solze, ker res ne pišete take stvari, da sem wow, res se nekaj velikega ustvarja. In sem malo razmišljal, zakaj bi to lahko bilo, ne. In v bistvu mislim, da je na koncu samo en odgovor, da ljudje hočemo samo slišati zgodbe, ki so pristne, ki so avtentične in ko do tega pride, se najdemo sami v njih, ne. Pa nam da lahko malo poguma, da začnemo tudi svojo zgodbo malo bolj samozavestno deliti, ali pa da malo bolj začnemo slišati druge, pa jim damo prostor, tudi če ni mikrofonov zraven, ne. In se mi zdi, da se je tudi tako kolektivno začelo to ful prebujati, tako da vse, ki delate na tem, ki odprto komunicirate, ki sprejemate druge, ki poslušate druge, svaka čast. Skupaj bomo svet spremenili, mi je rekla moja astrologinja. Zdaj pa sam na nas, da bomo videli, kaj so res zgodili. Ok, danes bosta z mano Jerry oziroma Jernej, Pavlič in pa Manuel Vedra. Ali Vedra? Vedra, ki je dvojni V, a ne? Dobro, ok. Za začetek, čistko da otvorimo tole debato, se dajmo dotakniti stvari, zaradi kjer smo danes kle, in to je Flows. Torej, če te čisto preprosto vprašam, zakaj to organizirate, kaj bi bil odgovor? Po mojem imava oba nek
podoben odgovor, mogoče bo Manuel lahko pol še odgovoril neko svojo perspektivo, ampak tako, ko gledam, zakaj to delamo z ekipo, pa ko se pogovarjamo, jaz mislim, da v osnovi nas povezuje to, da hočemo ljudem dati malo drugačno izkušnjo festivala, ki so jo mogoče vajeni, in iz tega ven prihaja nek tak kombo tega, kar ponavadi ljudje dobijo na tem, kar čemu rečejo festival, se pravi neko žurko, nek party experience, nek ples, in pa miks tega, kar včasih dobijo na retritih, ker so recimo workshopi, neko poglabljene vase, neke nove izkušnje iz vidika well-beinga ali pa meditacije in tako naprej. Tako da nek miks tega je po moje neka nova izkušnja, ki jo mi hočemo širiti, pa na kateri hočemo delati tudi v prihodnosti. Ko to delaš, verjetno pridejo eni občutki, ki jih kle vsi poznamo, a ne? In to so te občutki, a sem dosti dober, da rata. Karkoli delamo, vedno je nek ta občutek. Kako ga handlaš? Ja, včasih malo lažje, včasih malo težje. Mislim, na koncu je, ne vem, včeraj, veš, ko delali smo zdaj od sobote, smo pripravljali vse tukaj. In itak na začetku so tako grobe stvari za zrihtati, potem se pa čez dalje bolj rihtajo detajli. In ves čas, ko delaš te zadeve, se sprašuješ, a bo to ljudem všeč, a bo to imel smisel, a je to vse preveč sam nametan na kup, ali dejansko ima neko zgodbo. Pol pa prideš zvečer na žur, pa vidiš, da so malo vsi fajn, pa da so sami na smehu na obrazu in vidiš, da so v resnici za pol stvari si se za brez veze sekiral. Tako da mogoče tudi zaradi tega, ker nam je mar, ker nas skrbi, kako se boste počutili, kako se boste imeli tle, pol tudi toliko več enega efforta vložimo v določene zadeve in ja, včasih je mogoče malo preveč teh skrbi, ampak važno je, da se imamo na koncu fajn. Kva bi rekel vsem, ki mogoče tukaj le zdaj sedijo, pa imajo pred sabo eno odločitev ali pa potezo v lifeu, ki vejo, da jo morajo narediti, pa jo kar ne naredijo. Kaj bi jim rekel? Just do it. Wow, to sem nek že slišal. Nike slogan. Zdaj veste, od kje je Nike slogan pobral. Ne, ampak po mojem se moraš pač vprašati, se moraš... To je lažje ampak to je lažje reči, kaj naredita, ne? Ja, veš, veš, kaj recimo meni pomaga, ne, pač kakšna vrsta razmišljanja. Se pravi, recimo ena taka basic vsak dan stvar, recimo, če ti treniraš ali pa, ne vem, hočeš narediti nek trening, ne, pa si zmatran, pa se ti ne da, pa se slabo počutiš, pa ne vem, ti ni v glavnem do treninga. Najtežja stvar v tistem trenutku, ko jo moraš narediti, zame osebno je dati gor štumfe pa spakirati boršo. Yeah. Ker to je najtežja stvar. Zakaj? Ker vem, da to je tista odločitev, od katere naprej me vodi vse samo še naprej v trening. In če ti je težko nekaj začeti, ali pa če se sprašuješ, zakaj nekaj, se pravi, da nekaj hočeš, pa še nečesa ne začneš, ne razmišljati o končnem cilju, pa da moraš priti do končnega cilja tako. Pač naredi ta prvo majhno stvar, ki jo lahko narediš, in od tam naprej naredi naslednjo stvar in naslednjo in naslednjo. In če se ne ukvarjaš z rezultatom ves ta čas, ampak s tem, kaj počneš, če uživaš v tem, pol je stvar ful veliko lažje. Ja, ena lepota je v procesu, ampak jaz dosti delam z ljudmi, ki so na začetku in ne vem, kdo tudi tukaj sedi. Ampak kar je skupno, je vedno, da bi rabili dovoljenje ene druge osebe, da je njihova ideja dosti dobra, da grejo za njo. In sprašujejo okoli in ti moram to predstaviti, res imam hudo idejo. Ampak manjka pa samo začetek. In jaz mislim, da je to zato, ker si ne upamo biti v nečem slabi. Ker prihajamo pol počas do obsojanja, ne? Kaj si bojo drugi mislili. In tukaj smo pri lastni vrednosti, iz kje nastane v nas. In zdaj ne vem, koliko vas ima tukaj otroke, dvignite roke. Super, ok. Ena lepa zadeva je, ki sem jo slišal,
kako že pri otroku lastno vrednost podbujati, da jo pač zna oseba razvijati znotraj sebe. Sicer veste, kaj prinesejo otroci risbico, a ne? Pa te vprašajo, oziroma niti te ne vpraša, kako ti izgleda, le kaj sem narisal. Ne? Pa večina staršev oziroma ljudi je, wow, kako lepo, to je pa res čudovito, ne morem verjeti, ponosen na te itd. Da v taki situaciji ti v bistvu otroku risbico obrneš pred njim in rečeš, da mi ti povej, kako se tebi zdi. In se mi zdi, da je to ena taka stvar, ki je res simpel, ampak v bistvu opolnomoči otroka, da sprejema svoje odločitve sam. In starejši, ki ratuje, pa bolj, ki ti pri njemu to spodbujaš, koga bo on rabo sprašvati, je neki dosti dober ali ne. Dejansko bo pač lahko naredil, pa pol pokazal, pa bo še vseeno dobil nek feedback, ki ga bo verjetno se naučil tudi sprejemati, ampak še zmeraj bo njegova energija, ki je rekla, ok, zame je dosti dober. In tukaj lahko pol pozabimo na perfekcionizem in vse, kar folk bremza, pri tem, da bi sam šli. In ti si mi zadnjič, ko smo po telefonu govorila eno stvar, kva si mi že rekel, ti sam pičiš, ti sam pičiš. Kaj si s tem mislil? Ja, da se ne, ti se po moje ful malo, mislim od ljudi, ki jih jaz poznam, pa poznal se že ful dolg, ti se ful malo ukvarjaš s tem, kaj si bo folk mislil. In ja, in je, a veš, s tem daješ vlivaš nek pogum ljudem okrog tebe, po moje, zato, da preprosto, če jih nekaj zanima, če jih nekaj interesira, da to sam naredijo, da samo pač sam pičiš, sam narediš to stvar, začneš delati in vidiš, kam te pripelje. In se mi zdi, da podcast je ena taka stvar, s katero se lahko ful obremenjuješ, kako bo izpadel, a bo ljudem všeč, v bistvu, kdo si ti na podcastu, kdo boš ti na podcastu, kam to vse pelje. Pač en kup enih vprašanj, ki v resnici nimajo smisla, ki prihajajo iz tega, da hočeš že vnaprej zadovoljiti neka pričakovanja ali pa neke standarde. Ampak to je, te standarde si na nek način sam postavil, veš, to je lestvica, ki je konstrukt ljudi, ne obstaja. Ti pa se mi zdi pri podcastu, veš, če delaš to stvar rad, pa če rad to počneš, pa če samo delaš to, potem je veliko lažje. Sam pazi zdaj ta catch, to po mojem noben ne ve, mogoče kdo. To je moj 4. podcast do zdaj v lifeu. 4. Prvi je bil way back, 2016, po moje, z Juretom Knehtlom, Digital Mafia, 10 epizod. Spomnim, ja. Prvi podcast. Drugi je bil, ko sem na Buzzworthu prek TikToka vabil kreatorje in se z njimi pogovarjal. To je bil drugi. 5-6 epizod, po moje. Pol sem na Buzzworthu še en drug format odprl, kjer sem podjetnike povabil, pa se z njimi pogovarjal. 2 epizode. In zdaj Underdog podcast, ki, by the way, je tole 50. epizoda. O, lepa, bravo. Še 50, pa smo prvi milestone dosegli. Ampak hle je občutek drugače. Mislim, da pač, a veš to, kar rečeš, ki si mi rekel, sam pičiš, ne? To je tako, kot ti nekoga drugega gledaš, pa si misliš, le koliko mu gre dober, stari, kva ta rastura, ta sam gre, ne? Stari moj, jaz sem šel čez toliko enih nesigurnosti, pa strahov v glavi, pa ugotavljanja, a je to, ne? Ampak čisto vsakega podcasta, ki sem se ga lotil, sem bil prepričan, da je to. In tak je bil tudi moj pristop pol do tega, kar delam. Karkoli delam, probam pač zdaj še bolj kot prej to delati strastno. Pa ni nujno, da je to sploh to, kar je, ne vem, moj namen itd. Mislim, da se včasih malo preveč ukvarjamo, a je ta stvar ta prava, ne? Ampak če začutiš, pa imaš kapacitete, ki jih večinoma imamo, glede na to, kje živimo, v kakšnem lepem svetu, kar nam omogoča, mislim, koliko nam je dano. Zakaj ne bi pač sam naredil? In vsak, ki tukaj sedi, mogoče pa se bremza pri teh odločitvah, da bo 20, 23, 24 stvar, ki se je lotila tista, ki ti bo pa dala zadovoljstvo. Sam ne vem, če obstaja pismo človek na tem svetu, ki je iz prve nekaj naredil in je bilo to pol to. Kaj je pol point life-a? Ja, preveč se zaljubljamo po moje v rezultat, ne pa v delo, ki te pripelje do rezultata. Ja. Pol temu daš preveč pomena, s tem se preveč ukvarjaš, okrog tega si preveč enih planov delaš. Ja. Preveč si v glavi, po domač povedano. Ja. In zato je tudi meni všeč, kar se tudi tukaj dogaja, na Flowsu, pa recimo na Tribe delavnicah se ne, kaj sem prišel poslušati, nobeno, ne.
kjer je frendi. Ampak so fanti okrog, to vem, mislim. Ne moram verjeti. Energijsko so prisotni. Ne, oni recimo tudi, tam se spodbuja to, da dejansko ti malo hrbtka kle noter ugasneš, pa greš malo v telo, ne? In to se tudi tukaj dela, pa je to joga, meditacija, karkoli, ne. Sploh za fante, moške, fizičen napor, če pride men na consulting oziroma workshop nekdo in mi reče, probleme imam samo zavestjo, ne znam prestopiti do punce, itd. Prva stvar, ki ga vprašam je, koliko si fizično aktiven, a hodiš v fitness, a treniraš. Če je odgovor ne, pejte v fitness, pa se pol pogovarjajo. Brez tega pač ne moramo. Ne moramo funkcionirati, ker je pol pač konstantno v glavi. In dober primer je pristopiti do ženske, pa sva se po mojem zgejo to pogovarjala na podcastu. Bolj boš ti razmišljal, kako zdaj pristopil, več bo dvoma, več bo strahu. Ja, pa tudi bolj boš razmišljal, kaj si želiš od nje, se pravi, ne vem, da ti daš številko, ali pa da jo peleš na dejt, ali pa že sam to, da si ji všeč. Bolj, ko se ukvarja s tem, težji bo, zaradi tega, ker se ukvarjaš z nečem, kar še ni tle. Ja. Če se ukvarjaš s tem, da sam pristopaš, pa spoznaš nekoga, pa rečeš živijo ali pa kakorkoli, lahko stvar fulo. Ampak to spet izhaja iz tega strahu od zavrnitve. A pa nesprejetosti, da nisi v življenju bil dosti sprejet in pol pač konstantno to iščeš, ampak tega nesilo ne moreš dobiti, ker pol nisi avtentičen, pol fejkaš. Samo to tebe sprejet. Ja. Ampak zanimiva zadeva je, če pač povežemo zdaj to mogoče, ne vem, jaz bom iz svoje izkušnje govoril, včasih, ker sem službe iskal pa to. Jaz, ker sem poslal CV, tudi če si sploh nisem želel tam delati, sem bil tako, upam, da dobim, in pol je bil ne, in kar neki gorel kle noter, pa fak, pa joj, kva bom zdaj. In v bistvu, če gledam nazaj, sam nisem bil sposoben zaupati pač procesu, zaupati vesolju, da me čaka tisto, kar mi je namenjeno. Ker, ne vem, po moje sem se sam želel dokazati. Ne vem, komu točno, ampak ker sem dobil pač prvi konkreten job, da sem delal nekaj v smeri marketinga, tam, ker sem dobil priliko, da se dokažem, je pa eksplodira. In sem dobil pol to neko potrditev, da sem dosti dober, po moje, in od tam naprej je bilo pol vse lažje. Tako, tudi, ker sem se lotil podcasta, pa vsega tega, kar prije zraven, s tem se ne sluča, še. In moraš nekako rešiti ta cash flow problem. Veliko ljudi bi želeli, da je njihovo delo pač njihovo poslanstvo. Pa jaz mislim, da sta to lahko dve ločene zadeve. Pa me zdaj zanima, kako ti na to gledaš mogoče. Ker imaš tudi eno podjetje, ki se ukvarja z marketingom, in drugo podjetje oziroma nekaj, kar gradite skupaj, ki je čist kontra temu. Ja. Kako gledaš na to? Kako to dvoje dejansko ti vidiš? Mislim, v obeh stvareh enako uživam, ampak jaz eno stvar vidim kot neko, kako bi rekel, pač v obeh stvareh vidim malo drugačno poslanstvo. Jaz zato, da se počutim izpopolnjenega, moram na nek način biti poslovno vpleten, se pravi, tam pomagam podjetjem rasti z Big Headom. Zato pa, da sem nekako kreativno izpopolnjen, pa se moram ukvarjati z muziko, moram biti okrog ljudi, moram početi nekaj, kar počnemo tle. Tako da v obeh stvareh na nek način čutim, da je moje poslanstvo, ampak recimo zame osebno je bolj catch tega, da res znam takrat, ko se z nečem ukvarjati, da sem res tam 100% prisoten. Se pravi, če delamo festival, pa če imamo zraven agencijske stvari, da se res ukvarjam takrat lahko sam s festivalom, ne da me še malo agencija vleče nazaj in tako naprej. In obratno, se pravi, če moram biti 100% prisoten v firmi, da mi potem festival ne vzame preveč, ker še vedno smo tukaj ekipa, ki je tukaj zbrana, smo res prostovoljni v tem in to traja, priprava tazga festivala traja, ne vem, koliko 8 mesecev, vse skupaj s planingom. In ampak je ta občutek, da prideš vsak teden, imamo weekly sestanke in prideš na weekly sestank in se pogledaš med sabo in dostikrat se uščipnem tako v vsem tem planingu, pa v vsem tem delu se moram spomniti, da mi lahko to počnemo, ne pa da moramo to početi. Da imamo to možnost tukaj zdaj, da gradimo nekaj tazga, meni je to nekaj posebno. Ful lepo, da si to izpostavil. Ena gospa mi je zanj rekla, a se vsako uro vprašaš, kako se počutiš?
In od takrat naprej, zdaj sem se spomnil, recimo, da se že zelo dolgo nisem vprašal, ampak kako se počutiš? Sam čist simpel, da se ustaviš, pa se vprašaš, kako se zdaj res počutim. Kva čutim, a ne? A sem napet, a sem živčen, ker imaš majhnega otroka, se ti to velikokrat zgodi. Da čist, a ne, nezavedno padeš v nek lup, da si kar tečen, živčen. In pri meni je ponovadi to, ko se jaz odločim, da bom recimo spisal nek mail, a ne, kam imam zjutraj ta malo, in ona lih takrat mene rab. In sem jaz dej, pojď spat, a ne. A veš, zakva zdaj, a ne? In spol pač kle se je zgodil, ok, Lahi, kako se počutiš, a ne? In sem tako živčen sem. Kaj lahko naredim? Malo zadihni, pa poskrb ta prvo za tiske. Točno veš, da moraš poskrbeti, pa da je malo ego, ta tekmovalen, pa achiever, ki je v meni zelo močen, malo na stran, ker mislim, da vsi iskreno vemo, kaj v nekem trenutku od nas življenje zahteva. Ja, prioriteta. Poj pa zraven gleda noter en majmun, ki ti govori, da to ni to, ampak da moraš ti nekaj drugega narediti. Ja, počasih hočeš kar malo porint čez, tako malo. Vidiš, ne vem, jaz sem zdaj v zadnjih 4 dneh, če lahko malo delim izkušnjo. Seveda, Jerry. Prav, cela ekipa je bila tukaj, a ne, in skozi smo se pripravljali in vsi delali na nekih svojih stagih, svoje stvari. In potem, ko imamo neke daily sestanke, in smo zmenjeni, ne vem, ob 8 zjutraj in prkapljajo vsak dol, en 3 minute čez, en 15 minut čez, en 20 minut čez, si še mane oči. Jaz krva živčen, takoj zjutraj že, ja, veš, za dobro jutro. In valjda mi je jasno, valjda mi je jasno, da na prvem mestu je, kako se ekipa počuti, in moja vloga, tako kot jaz vidim vlogo v ekipi, je, da držim prostor, da se vsi dobro počutijo, zaradi tega, ker iz tega ven potem se vsak počuti dovolj varno pa motivirano, da lahko čim bolj sebe doprinese festivalu. Ampak ja, v nekem trenutku tam imam pa tudi ta nek feeling v zadnji, kakor pač treba je, tle ni časa za zajbance, treba malo pritisniti, treba je mačkan držati smera, ne, malo porint naprej. Tako da to je pa nek tak miks zajtrkov zjutraj. Ena velika modrost je sposobnost, sploh vodje, tisti, ki ste vodje, podjetji, kogarkoli vodje, da si ti sposoben videti pred sabo človeka in se zavedati, da komuniciraš s človekom, in istočasno se zavedati, da nisi ti odgovoren za to, kako se ta človek počuti. Da ne prelagaš tega preveč nase, ker pol se ne bo nič naredila. Da še zmeraj znaš ti, da se naučiš, bom tako rekel, ne da znaš, da se naučiš komunicirati na način, ki ljudi spodbuja, da naredijo tisto, kar se od njih pričakuje. Oziroma, zakaj so tam. Kaj je njihova vloga? Točno to, a ne? In mislim, da ti si se tukaj, ker ti si tudi ogromno jobov imel, a ne? Jaz se tudi tebe spomnim, vsak je pol leta smeklicu z drugo idejo, a ne? Dej, fantje, gremo na kavo, a ne? Prav, Jerry, enkrat nas kliče. Nismo se že ful dolgo videli, gremo na kavo, in tako mi, pa še Griša je bil. Ko ja, itak, hudo, ko mi čakam, a ne? Pa prav, a bi lahko sam kompe sabo prinesel, a ne? In mislim, tako, dej, Jerry, pizda. Ne, sam nekaj bi vam pokazal, res je hud tool, Jerry. Sej vemo, excited si, ampak gremo lahko sam na kavo, pa da per stari. Ampak respektam to, a veš, ker si enkrat noter v temu, da se moraš dokazati, da moraš pač pokazati, valjda boš naredil vse, kar je v tvoji moči, da to vlogo v svojem lifeu takrat zadovoljiš, a ne? Ampak bolj, ker si moder, bolj znaš si pustiti prostor pa čas, da se bo pač zadeva naredila. Da ne rabi vse takoj, a ne? In da tudi, ko pride do pizdarije v podjetju, recimo, da si ti tisti, ki stop nazaj pa reče, hej, ljudje smo, ne? Dajmo pač ta prvo biti ljudje, pa opraviti svojo nalogo. Pa bi kle povedal eno izkušnjo, ki se mi je včeraj zgodila, klele. Grem jaz na WC. In ko hodim z WC-ja nazaj, pride mi meni en model, me pogleda, ne, jaz pogledam njega tamle pred vhodom in on meni dođival. In jaz, kaj boš ti meni dođivamo govoril, grem jaz mimo njega lepo noter, ne, in on za mano. In pride pred mano in poka značka, ne. Policija dođi sa mnom, a ne. In jaz ok, ta prvo kle noter mi zagori, fak, kva sem naredil, a ne. In pol sem tako trenutek ozaveščenosti, lahko je vse v redu. Ti moraš biti prvi človek, a ne. Tudi če te je strah, tudi če je karkoli. Pa nisem vedel sploh, kaj bi me lahko bilo strah. Ampak mogoče kaj iz preteklosti, pustim. No in grem jaz z njimi ven in v bistvu oni začnejo ful na agresiven način z mano govoriti, a ne. Pa tako, šta imaš, vadi džepove, in jaz gledam njih in tako,
se možemo malo smiriti. Ne? In oni mene gledajo, pa tako, idi tamo, pa jaz tako pač, povej mi, zakaj ne grem tja, ne, sej vse v redu, sam pač v izi si ga vzemimo, fantja, ne. In on meni, zato, ker je tam svetlo, sem rekel, ok, gremo na svetlo, brez problema. Tle sta se že malo umirila, ne. No in pa meni malo tako prime za roko, pa me malo gurne in se jaz ustavim in rečem, fantje, stop. Dajmo biti ljudje. Sam to sem jima rekel. In v tistem trenutku sta one dva pač, videl sem, kako sta se umirila. Sem rekel, le jaz nimam nič, razumem, da upravljate svoj del, ampak a smo lahko prosim človeški. Brez dretja, brez grabljenja, sam bodimo ljudje, pa naredimo, kar moramo. Jaz dam vse iz žepov ven, on me nama še kje, sem rekel, lej, komot me tudi prešlataš, a ne, sem mu še en žep klaudat pokazal, ki ga ni videl. In on me, ok, v redu si, jaz vem, da sem v redu, ampak hvala, da sta bila mirna, pa hvala, da sta mi na ta način povedala. Tudi z ostalimi tako delite. Smo si dali roko in smo šli. Vsak svoje pot, a ne. A veš, ampak jaz sem bil tisti, ki je na začetku, po moje, izzval to agresijo, zato ker se nisem pač pustil, jaz sem bil tako, kva me diraš, a ne? Ja. On ni vedel, da jaz nič nimam. Ja. Je bi ga potetoviran sem, ne vem, prišel sem iz WC-ja, se njeni nahod imam, tako da sem si ponosil naredil in direkt takrat njega pogledal. On je bil majster mamoga, ne? Kar lisice že vale, dođi, Ja. Tako da ja, evo, čisto ena taka izkušnja, da mi je pred kratkim prišel spet to na pamet, kokrat, a ne, smo mi tisti v bistvu, ki izzovemo od nekoga nekaj, kar nam ne paše. In pol se vključi en obrambni mehanizem in drug obrambni mehanizem in na koncu smo kot dve muhe, ki se zabijata, ena iz ene strani špegla v špegu, druga pa iz druge strani, pa mislite, da sebe točita. Ja, in če ti znaš malo spustiti, pa če se znaš malo ustaviti, potem avtomatsko lahko na drugi strani tudi drug nekaj spusti. Kdaj si nazadnje bil v situaciji? Včeraj. Se zbog, da veš, kaj te bom vprašal. Ja, sigurno. Ja, kdaj si nazadnje bil v situaciji, kjer si se zavedel, da greš na avtopilota ali pa da pač je hrček prevzel volan, pa si se ustavil, pa kako si to naredil? Ja, včeraj, se pravi, včeraj smo, to so te pač dnevni naši sestanki, a ne, pač ko je treba stvari malo, se pravi, ful moramo biti, malo časa imamo, pa ful nas je na kupu, po moje več kot 10-12 nas je na kupu in vsak ima eno zadevo za povedati, a ne, in potem, če stvari ne grejo čist strukturirano ali pa če se, a veš, kar vmes dogaja neke vzporedne debate, pa kdo malo na telefonu, pa a ne, sej pa so prisotni vsi, a ne, ampak nekako moj tak OCD pristop k temu, da res kot ekipa gremo naprej, da zaključimo, da vsak ve, kaj ima za narediti, da vemo točno, kdo ima kakšno odgovornost, potem kar mačkan porivam in ja, in sem se sam zavedel, da tako, kot si prej lepo rekel, a ne, da na koncu govoriš s človekom, a ne, in da kje je Uroš, kje je moj prijatelj? Je v zadnji, ja, jaz pa Uroš imava zdaj že dnevne konflikte. S tem začneva dan, namest kavice, tako izjutri, ampak se imava najrajš. In sem na Uroša začel malo pritiskati in sem videl, da v resnici, a ne, valjda Uroš je nazaj reagiral, oziroma, a ne, in jaz sem najprej, moja prva reakcija je bila v smislu, pa kva si ti vas živčen tukaj, a ne? Pa sem gotovo, da sem v resnici jaz nisem živčen, a ne, da sem jaz ti zaradi tega, ker pač jaz nisem bil sproščen in jaz sem hotel, da se sestank na nek način, na moj način fura. Ja, včeraj sem spustil in potem so še lahko naprej. Ne. Kdaj pa tu ne gre tako, ne? Kdaj pa pač pol še držiš nekaj časa. Ampak moram reči, da letos v primerjavi z lani je šlo to vse toliko bolj smut. Smo gotovili, da lani, ko smo delali to prvič, smo imeli veliko enih, temu reči, strateških odločitev okrog tega, kje bojo stagei, kakšen je koncept stageov, kaj bomo počeli na stagih, kako bo vse skupaj potekalo. In okrog tega smo izgubljali ogromno energije, zaradi tega, ker smo vedeli, da v bistvu postavljamo temelje. In letos, ko so nekako temelji bili že postavljeni, okrog tega nismo več izgubljali energije in smo se v glavnem ukvarjali samo še z operativo pa stvarmi, ki jih je treba dejansko narediti. Če gledava ekipo, a ne, kle imaš neko ekipo, v Big Headu imaš drugo ekipo. Kaj je nekaj, kar v obeh ekipah deluje? Nekaj, kar delaš in vidiš, da na ta način lahko dobro delate. Mislim, vsi so ful pridni. Tako, res, vsi ful hočemo to delati. Se pravi, ljudi, ki jih zbereš, že v trenutku, ko ti zberaš, s kom boš delal, se ti zdi, da je takrat treba se zavedati, kaj hočeš, pa to tudi dobiti. Iz vidika kadra.
Ja, po mojem je ena najbolj pomembnih stvari, ki jih moraš razumeti pri ljudeh, ki so v ekipi, je, kaj je njihova motivacija. Vsak ima svojo motivacijo. Bravo. Ene motivira nekaj drugega, a ne spet druge nekaj drugega. In čeprav ne vem, a veš, mi, ki smo prostovoljci, tukaj je malo drugače, zaradi tega, ker se mi zdi, da sploh nismo mi, no vsi smo delali razgovore z Manuelom, pa so se ful pogovarjali, kdo je primeren, pa ful, nam je ful pomembno, da nekdo paše v ekipo, a ne, za vsako pozicijo, ampak se mi zdi, da se je ekipa kar malo sama skupaj nabrala, veš, tako malo drugače, kot pa pri karieri, ko je zraven upleten še pač finančna kompenzacija. In se mi zdi, da tukaj pol ljudje malo več strasti pride zraven, to bi jaz rekel. Malo več je tega, kot pa v stvarih, ko delaš za denar. Ok, jaz imam še eno podjetje Buzzwords, ki sem ga pivotiral v influencer marketing, in če jaz ne bi imel tam take ekipe, ki jo imam, bi to podjetje že zaprl. Ker, a veš, jaz sem se pa vprašal sebe kot vodja, na kakšen način si jaz želim delati ta biznis, pa kaj želim čutiti. No in kle je bilo prvič, ki je bilo po tem turbulentnem obdobju, ko sem sam pač se matro in TikTok oglasi in svašta, kar videti več ne morem. Je bilo prvič, da sem se vprašal, kaj želim čutiti, in to je bilo lahkotnost. Želim biznis delati, ampak edini pogoj, ki ga imam, je, da se jaz ob tem počutim lahkotno. Tudi če pride kdaj do kakšnih pač pizderij, ki jih je treba rešiti, še zmeri niso to tako veliki problemi, da bi to meni ful časa vzel, ki bi ga mogel jaz reševanju tega problema posvetiti, ker mi ni vredno. Raj svoj čas namenam eni drugi stvari, ker vem, da mi bo lahko prej obradila sadove. In je dejansko zraslo podjetje na ta način v enem letu, na take cifre, da mi zdaj pokrije celo ekipo na podcastu. In mi zelo, zelo pomaga. Zakaj? Ker sem jaz lahko pa zdaj na podcastu, pa vsemu temu, kar se okoli podcasta dogaja, dovolj sproščen, da ne delam tega za denar. A je to tvoj, preko si govoril o poslanstvu, fulfillmentu, je to ta tvoj del, kjer se lahko izražaš na ta način? Jaz mislim, da čez dalje bolj čutim, in zato je tudi padla odločitev letos, da bom več delal eventov in več družen v živo spodbujal. Mislim, da je pač namen, da bom down the road, se pravi, čez nekaj časa, na kup spravo ljudi, ki bojo vsak v svojem delu vrhunski, za svojimi skupnostmi, in se bo pol ustvarjala neka večja skupnost, ki bo pa lahko že neke korenite spremembe naredila. Pa ne govorim samo zdaj v nekem takem community nivoju, ampak tudi na političnem nivoju, tudi na nivoju, pa ne pomeni, da gremo v politiko, da vedno kdo misli, ne. Ni še to, ampak na nivoju nečesa tazga, da se res ustvari neko podjetje, ki pa lahko pol korenito spremembo naredi. In klej sem se začel zavedati, da če hočeš nekaj tazga narediti, jebi ga, rabiš zelo veliko denarja. Da te sploh ljudje resno jemljajo, pa da ti lahko res spremembo narediš veliko v kratkem času. In to je po moje tisto, kar dejansko iščem. Po drugi strani mi je pa Škraba, ki sem ga imel na podcastu, ful dobro rekel. Jaz hočem priti do denarja, jaz hočem obogateti zato, da mi bo življenje teklo počasneje. Da se mi ne bo mudil. Da ne bom pač sam rabo graditi, ampak bom lahko pač resno se usedel nazaj, pa tako bil v trenutku v živo. In se mi zdi, da ta prisotnost, ko delaš dva biznisa, pa zraven furaš še določene zadeve, je nekaj, kar se moraš pol naučiti shiftati in se zavedati, da drugo okolje od tebe potrebuje drugačno vlogo, kar nekako pomeni, da potrebuje drugo obliko tvojega ega. A si mogoče opazil sebe v tej zgodbi, da se zavedaš tega, da si drugačen, ali se ti zdi, da si posod relativno isti in da v bistvu se samo dogaja? Ne, jaz bi zame rekel, da so faze. Pač določene obdobja od tebe zahtevajo malo drugačno vlogo in določene obdobja od tebe zahtevajo spet drugačno vlogo. Če je pač ogromno enih stvari, pa so neki deadline, pa imaš festival, ki se začne 12. junija, potem je jasno, da je obdobje pred tem izredno intenzivno in da je ogromno enih teh stvari in to moraš pač, ko bi rekel, polnati. Če hočeš jesti, moraš posaditi pšenico. A veš, kaj mislim? Ne moreš zamuditi te sezone.
In isto je v agenciji, totalno isto. Ne. Potem so pa pač obdobje, ko je vse malo bolj mirno in takrat probaš malo bolj uživati v tem, ali pa si vzeti malo več časa zase. Mhm. Tako naprej. Ne. Sam potencialno, a veš, da dve zgodbe naenkrat rasteta. Ne? Pa te bom te prvo vprašal za flows. Ja. Kje vidiš flows čez nekaj časa? A se igrate z ekipo kaj o tem, kaj si želite tukaj ustvariti na malo večji skali? Ja. Ali dejansko je festivalček? Da mi malo o tem povemo. Mislim, lani, zdaj, ko gledamo, kaj se letos dogaja, ko bo 250 ljudi, vidimo, da tisto lani je v resnici bila bolj privatka, kakor pa en festival. Tako, nas je bilo vse skupaj ene 100, pa tako so bili malo low-key tukaj, malo smo plesali, pa malo smo workshope sprobali, pa to, ampak je bil ful dober prvi korak v to, da smo lahko stestirali koncept, da smo videli, kaj pije vodo, kaj ne pije vode. Tukaj, mislim, ogromno enih pogovorov gre o tem, da ne zrastemo prehiter, ampak nam je pa jasen, da bomo rastali in hočemo rasti. In tukaj imamo eno ful dobro zgodbo, zaradi tega, ker ta resort ima približno podobne ambicije po rasti kapacitete, kot imamo mi za festivale. Se pravi, neki taki neuradni plani za gradnjo oziroma za prenovo tega resorta so, da bojo v 3 letih do 2028 oziroma 2027 tam nekje lahko tukaj prespali 1000 ljudi. Oh, wow. In nam je cilj, da do takrat počasi postopoma skupaj z resortom tudi mi napolnimo festivala. Ne. Sicer nam je jasen, da verjetno pri tej velikosti ne bo mogel biti toliko velik, se pravi razmerje Slovenci pa tujci bo mogel biti drugačen, ne. Bomo mogli malo več v tujini se reklamirati pa narediti to zgodbo še tam privlačno. Ampak po mojem ni dvoma, da gremo tja, pa ni dvoma, da ekipa verjame v to, da gremo tja. To je nekak cilj za naprej. Aha, ja, mislim, drugače oni tam na drugi strani, tisto gradbišče, ki ste ga videli, kjer so luknje za bazen, oni delajo beach club, ogromen beach club, in v bistvu so plani že, da bo naslednje leto odprt. Tako da letos smo, po mojem, main stage je zadnjič tukaj, v tej restauraciji, je tukaj Nevera. Naslednje let bomo verjetno, po vsej verjetnosti žurali tam. Ne vejo še čista, bo recimo tudi notranja restauracija urejena pa tako naprej, ampak Beach Club so nam zagotovili, da bo odprt in tam bo lahko tudi veliko več ljudi, tako da pogovarjamo se, da bo sigurno vsaj za 400 ljudi naslednje let festivala. Ne? In tako pa postopoma vsako leto malo pa pomalo zraste. Kako ta zgodba lahko propade? To je zelo dobro vprašanje. Jaz mislim, da tako da osnovni koncept ali pa osnovna izkušnja, ki so ljudje imeli lani in jo imajo letos, da jo ne zagotovimo za naprej. Včeraj sem bil v enem pogovoru, ko mi je rekla, prosim, ne zraste tega festivala, prosim, ne ostane na tej velikosti, to rabimo, dajte zvišati ceno rajš, pa ohranite intimo. In sem ji razložil in to resno verjamem. Jaz mislim, da ti imaš lahko tudi 1000 ljudi, pa imaš izredno intimen festival, samo ukvarjati se moraš s to izkušnjo. Narediti moraš mogoče več manjših kotičkov, kjer se ljudje lahko povezujejo, narediš jih tako, da tečejo vzporedno, se pravi, da niso vsi na enem koncu, da ohraniš nek prostor, se pravi neke skupine ljudi do 30, do 50, kjer se lahko potem pogovarjajo, spoznajo, družijo. Mogoče narediš kakšno, ne vem, kakšne izkušnje, še športne zraven in tako naprej. Skratka, nadgrajuješ z nekimi workshopi ali pa z nekimi izkušnjami, da se lahko ljudje še vedno povezujejo v manjših krogih. A ti damo en feedback? Prosim. Veš, kje sem lani najbolj užival na tem festivalu? Kje? Ker sem igral beach volley. Nice. Ja, leta smo mogli kompenzirati beach volley. Sorry za vse, ki ne morate odbojke igrati. Ja, drug let ga dobiš, ok. Hvala. Ja, jaz sem v tvoji ekipi, ja, prav. Prav. Ok, to je en potential downfall. Ampak ena idejca. A ste razmišljali kdaj, da bi naredili enega za drugim? Se pravi, da bi cel mesec se flows dogajal, ampak da bi ti lahko pač kupil karto za en teden. In da bi se ti pač ljudje menjali, ti bi imel pa vse postavljeno in pač šut čez isti proces. Kot Tomorrowland. Tomorrowland ima 3 tedne. Mislim, ne izključujemo te možnosti, zdaj pač tako, konkretno tle omejitve so, da resort ne more
Se pravi, mi ne moramo delati festivale tle med sezono, a ne, zaradi tega, ker resort mora te apartmaje, te bookinge oddajati naprej. Lahko pa delamo pred sezono, tako da to je pač ena izmed omejitev. Ampak mi malo bolj razmišljamo v drugo smer, da mogoče bi poletnemu festivalu dodali še zimski oziroma festival v nekem drugem obdobju, mogoče jesenski, ali pa nek zadnji pogovor, ki smo ga imeli, bolj, da bi bil ta zgodnji, se pravi vodni festival in da bi potem imeli še enega zaključnega, ki pa mogoče ni tukaj, ampak bi ga imeli nekje druge. Tako da to so vse neki odnosi, ki jih gradimo z partnerji tukaj, z resortom, pa z ekipo in tako naprej, da lahko eno tako zgodbo naprej zgradimo. The more you know, the more you can love. To ti piše na roki. To je res. Da mi povej zdaj. Enkrat mi že povedal, ampak to je bilo takrat, ko si stata tu naredil. A ti še zmeri isto pomeni? Ali si koncept tega stavka, več kot veš, bolj imaš lahko rad, že kaj obrnilo na glavo? Ma ne, vse veš, kako je statuje. Ne? Po moje, ti bi mogel vedeti, kako je statuje, ampak stvari, ki si daš tetovirati, ti pač v nekaj verjameš in potem čez nekaj časa ti samo še, oziroma verjetno verjameš v te stvari, zato ker preprosto moraš verjeti, ker si dal to tetovirati. Ne moreš kar naenkrat reči, fakt, jaz pa ne verjamem več tega, jaz bi dal to dol. Tako da probaš na svetu vsem, ki si dajete tatuje, ne si dajati preveč ideoloških stvari, zaradi tega, ker je ideologija. Če se kaj spreminja čez čas, je tvoja perspektiva na neke ideologije. Ampak to ni tak tatu. Ta tatu je v bistvu me spremlja, a vas zanima zgodba? Je valjda, zato so kle. Fakt, najbolj osebna stvar in jaz grem zdaj to še rad. Oh, yeah! Ampak bil sem v enem obdobju, ko sem v bistvu pač tako en težek obdobje sem imel, to je bilo že par let nazaj in ogromno sem se ukvarjal z raziskovanjem vsega. Veš, tisto, ki prije, a ste imeli daj obdobje ali pa imate obdobje, ko imaš samo vprašanje, samo sprašuješ, zakaj to, kaj je moj namen, kaj se tle dogaja, kam to gre in tako naprej. Skratka, non-stop neko poglabljanje, non-stop neko branje, filozofiranje, učenje, mentoriranje. In potem na letalu v tujino sem bral Erika Froma, meni se zdi, mislim, da je bil naslov knjige The Art of Loving, če ste brali. Mislim, da je to. In mislim, da se začne knjiga s tem. Jaz sem bil v totalni tenziji, pa še prestrašen, kva za fakt delam zdaj na letalu tle v tujino sam. In šel sem v Brazilijo, ker sva že malo govorila tiste zgodbe. In ta prvi stavek v knjigi se začne, mislim, da se začne nekako tako: He who does not know cannot love. In meni so se sam solze usule. In sem tako, ja, zato to delam. Pač končni cilj vsega tega, da jaz razumem več, da jaz vem več, da jaz bolj razumem, kdo sem, je zato, da vam lahko na koncu bolj rad. In to se mi zdi en ful dober stavek, ki sem ga slišal nedolgo nazaj na podcastu. Fakt, pozabil sem artista, ampak en UK artist, ki je zdaj ful v trendu, je ful lepo rekel, jaz mislim, da pač tako debate je bilo o tem, koliko smo ljudje čudni, koliko se ne razumemo, ne vem, nekaj v tem kontekstu. In on je rekel, ja, jaz mislim sam, da vsi probamo imeti druge radi na različne načine. In pač ne znamo, pač čudni smo zato, ker ima vsak svoj način, kako imaš lahko nekoga drugega rad. In se mi je ful dotaknil, se mi zdi ful fajn. Sam, da imaš sploh lahko rad, moraš imeti najprej rad sebe, a ne? Ja. A se je to dogajalo v obdobju, kjer si se imel sam sebe že rad, ali se sploh ne vem, kako bi to povedal? Ma ne, se te štekam, se je pač. Mislim, je vanda, da je ful je povezan. Se če pogledaš za nazaj, veš to, da se toliko ukvarjaš s temi vprašanji, zame osebno zdaj govorim, da se toliko ukvarjaš s temi vprašanji, me malo povezan s tem, da ne veš čist kdo si. Če ne veš čist kdo si, pomeni, da tiste stvari, ki so prisotne, jih ne sprejemaš, zato iščeš ne, kaj pa sem jaz, ker tega ne sprejemam. Tako da ja, v bistvu kratek odgovor je ja, če se malo nimaš rad in potem iz tega vam to vse shajmo. Ampak kaj zares pol v tej tvoji zgodbi pomeni vedeti? Več kot vem. Veš, kaj pomeni res vedeti? To je kot kompas, a veš, to je kot kompas. Se pravi, vsakič, ko so ta obdobja ali pa vsakič, ko se poglabljaš, vsakič, ko iščeš resnico, ko iščeš tisto, kar prihaja za obzorjem, veš, zakaj to delaš. To je to, ker ni v resnici pomemben tisto, kar je za obzorjem. To se skozi spreminja.
Pomemben je, zakaj to delaš. To je tisto, ki te malo tako, ok, razumem, it's all good. Jerry, moj, jaz mislim, da je bil tole čudovit pogovor. Bi dal priložnost še tvojemu oziroma soustanovitelju Flowsa. Bi pa še zmeraj pustil tebe, da neko zaključno misel ustvariš glede na to, kaj začutiš. Kaj bi rad povedal ljudem kle? Tukaj zdaj? Mislim, imejte se fajn. Danes se vidimo ob 6. Pridite zgodaj, to je moja zaključna misel. Pridite zgodaj, idemo plesati. Ena taka stvar v Sloveniji se mi zdi, v bistvu, ja, to bi mogoče rad malo delil s svetom, ali pa Slovenijo vsaj. Se mi zdi, da Slovenci ful nimamo dobre klubske kulture. Kaj s tem mislim je, da smo vsi navajeni samo na to, da pridemo ven ob polnoči in potem smo 1 uro za šankom in potem pač itak obezlaš in greš ob 5 zjutraj domov. To se mi zdi taka neka povprečna klubska kultura. In mi, ki smo začeli delati neke dogodke, smo ful verjamemo, da lahko to spremenimo, zaradi tega, ker kamorkoli v tujini greš, ljudje žurajo čez dan in imajo se fajn čez dan. Valjda to je povezano s tem, da smo majhni, pa prideš tja, pa vse v resnici poznaš, pa si tako, jaz tako plešem sam pred ogledalom, zakaj bi zdaj plesal še pred mojimi prijatelji, pa ljudmi, pa znanci in tako naprej. Ampak festival Flows je en izmed teh, ena izmed priložnosti, kjer lahko ta koncept sprobamo, da tudi kaj dan, da tudi kaj svetlo, da se začnemo bolj zgodaj, da mogoče končamo partije bolj zgodaj, da smo lahko naslednji dan spečiti, da potem imaš neko normalno, odraslo, odgovorno izkušnjo naslednji dan, ne pa da se zbudiš ob 1 popoldne, ob 2 popoldne. Pa jaz vem, da je par vas je tle noter, pa dajmo delno, pa če je tako fajn, pa lahko podaljšamo, pa itak, saj smo vsi dali to čez, pa še zmer, kdaj gremo. Ampak če pa hočeš 4 dni tega imeti, je pa pač, to je the right thing to do, to je ta prava stvar. Tako da, moja zaključna misel je, se vidimo ob 6. Pa še jaz rolam danes, tako da. Hvala. Jerry, 45 minut točen. Bravo. Hvala, ker si mi zaupal, ker tako kot je prej rekel, da je svojo ekipo, kontrol pa to. Tlele sva se usedla in mi je začel on govoriti, kaj ga bom vprašal. Sem kot Jerry napaček, ga si najdel, sprostce, naslonce nazaj stari, ni šansa, jaz ne znam drugače delati, kot pač kar pride, hvala. A s tem lahko overdovzaš? Ne. Mislim, da je zrihtala Isa, da ne moreš. Hudo. Te so res dobre. Zdaj pa Manuel, jaz bom tako štartal. Jaz tebe poznam, ampak ne vem v resnici, kdo si. Pa bi te prosil, da se mi malo predstaviš, čisto z vidika tako, kako je tvoje življenje izgledalo, kaj so bili kakšni taki glavni trenutki v njemu, pa kaj se ti je zgodilo, kjeri notranji premiki, kjera v resnico si spoznal, da si danes to, kar si. Od začetka do konca, od rojstva. Kakor bo pršal. Okay. Torej, življenje sem začel v tujini, v Švici, kjer sta se starša preselila zaradi joba. Prvih 10 let sem tam preživel in sem pol v bistvu zaradi ločitve staršev. Smo se potem z mamo pa z bratom selili nazaj v Slovenijo, kar je bil že v bistvu prvi šok. V bistvu je že bilo kar težko tudi, rečemo, v tej fazi, ko sta se starša ful kregala, itak se vidi, da nista za skupaj in potem sem jaz prišel v neko vlogo, rečemo, mediatorja, kjer v bistvu so me porinali malo noter in kjer so videli, mogoče ta lahko handla ta most med nama, ker se ona dva nista mogla zmeniti. In meni je bilo tako ful naravno, ampak po eni strani sem pa že takrat ugotavljal, v bistvu me pa noben ni vprašal, če bom jaz to, če hočem biti v tej vlogi. In nisem znal postavljati meje. In me to v bistvu potem, v bistvu sem bil v tej vlogi potem naslednjih 5 let, ko sem se tudi preselil, sploh ko smo se selili potem v Slovenijo, je bilo pač ful težko biti v tej vlogi, ker sem hotel vsem, da je cool,
po drugi strani mi je pa ful bilo težko postavljati me, ker je to pomeni za mene, nekoga bom razočaral. Pač jezni bojo na mene ali karkoli, ne. Ko sem povedal, ne, moraš se imeti rad, če sebe nimaš rad, potem nobenemu ne boš mogel pomagati. In je že bilo v bistvu kar zgodaj me postavil na realna tla, da v bistvu sebe moram res dati na prvo mesto. Potem pa, ko sem bil v srednji šoli, pa tudi nismo bili najbolj finančnem, v stabilnem okolju, sem pa vedno stremel k temu, da pa jaz nočem mogoče mojim otrokom dati mogoče tako finančno nestabilno okolje in sem se potem vpisal v ekonomijo, in sem hotel vedno biti potem, sem imel neko tako zamisel, jaz bom delal v švicarski banki, bom imel ful dober avto, družino, hišo, ta klasika. In potem sem dejansko se preselil nazaj v Švico, sem tam začel študij, nisem uspel kar prvo iti v banko, sem šel v farmacijo, potem v pač korposvet, sem pač tam počasi dosegel to, da sem postal finančno neodvisen, stabilen, sem potem še šel zaradi etike, sem šel iz farmacije, potem še malo v banko, ki tudi ni najbolj etična bila, v investicijsko bančništvo, in potem sem prišel do neke točke, kjer se mi je v bistvu svet porušil, kjer sem cel življenje stremel k temu, da bom jaz finančno nesvoboden, zaradi v bistvu nekega, ne zaradi mojega notranjega občutka, ampak zaradi tega, ker je v bistvu so meni starša neko vlogo odigrala. In ona dva sta prišla, zadnjič sem bil tudi pri astrologinji, ki si tudi ti bil, Vladimiri, in mi je isto rekla, v bistvu starši se žrtvujejo, da nam odigrajo vlogo, da se mi nekaj naučimo v življenju od tega. In jaz sem bil skozi nisem jih sovražil, ampak jezen sem bil na njih. Zdaj ste mene spravili v Švico nazaj, kjer jaz delam v banki in sem umrl duševno in moram zdaj to delati in vi ste za to krivi. In pač, ko sem bil v tem, sem se samo vprašal, okoli sem pogledal moje pač kolege in sem videl samo nesrečo. Ful vsi dobre plače, tako vse smo si lahko privoščili, ampak sama nesreča. In jaz sem bil samo duševno mrtev in se počutil res dejansko kot nek robot. Torej, vsak teden je bil isti. Driftal sem čez teden je bil ko en dan, vikend sem pa kompenziral z nekim materialom, pač klasika. In pol nisem vedel, kaj naj naredim in pol sem začel plesati salso. Pač brat moj je ful v tem in me skozi spodbujal, pejt plesati, ne. In ples mi je že bil od srednje šole, R&B, hip-hop mi je že vedno bil ful dober, no. In sem čutil, da imam to vse. In pol sem začel to salso in to je bil dejansko ta točka v tunelu, ko pravijo, ki me v bistvu spodbudil, da se drugače, ti občutki, ki jih imaš trenutno, ta sivost, lahko ta občutek spet obarvaš. In to mi je ta ples dal. In prek tega plesa sem jaz prišel spet k sebi in to bo to samozavest, ti si kreator svojega lajfa, ne rabiš biti zdaj v tej finančni sigurnosti, če to ne potrebuješ. Mogel sem to izkusiti, ampak potem sem prišel do točke, da sem se vprašal, a jaz hočem tako končati kot moji sodelavci, ker epigenetika, it's a big thing in ima ful vpliv na nas, se mi zdi, ker smo kako bi rekel, prilagajamo se, ne. To je že od tribe časov pač v nas. Epigenetika, daj mi sam razloži, ker ne poznam. Bruce Lipton dosti govori o tem in epigenetika govori o tem, da on je naredil test meni se zdi, z istim DNK-jem, sam da je dal enkrat kozni mozek, pa še enkrat druge materiale in jih je dal v različne okolice. In v bistvu so spremenile dejansko DNK te v bistvu teti sorsi. Kar je hotel s tem dokazati je, da ima okolica, torej to pomeni tudi kri, torej kaj jemo, kaj pijemo, ima ful vpliv na naš DNK, na naše delovanje telesa. In kar je tudi hotel posledično s tem dokazati je, kako vpliv ima v bistvu okolica, v katero smer se mi razvijamo.
v katero smer se naša persona razvija. In velikokrat slišim v življenju, da si lahko steber, si lahko postaviš šild in si lahko v toksičnem okolju tudi tako kul. Do določene mere. Samo če imaš ti toksično okolje, se boš ti podzavestno prilagajal in skozi mikro potrditve iskal iz okolice. In se boš počasi usmeril v to smer, v kateri okolici si ti. In v bistvu je hotel dokazati, da ima več vpliv okolica na nas, kot pa mi mislimo. Kot govorijo, bolezni izhajajo iz v bistvu DNK od staršev, starih staršev in tako naprej, ampak mi lahko to prekinemo. Ne? Bolje tudi itak še generacijske travme so povezane s tem, ampak to no. Če grem zdaj sam nazaj, ni panike, če grem sam nazaj na tist, ko je prišla točka, ko sem se vprašal, jaz želim, da moji otroci prevzamejo kulturo Švice in pa tudi spet povezan z epigenetiko, ne? Ker jaz vem, okay, jaz lahko dam neke vrednote mojim otrokom, ampak ne bom pa imel vpliv, kaj bi oni dobili od vrtca, od šole, od vrstnikov in vse to. Jasno odločitev, ne, mene vleče nekaj nazaj v Slovenijo. In ko sem prišel v Slovenijo, se sam poklopil in v bistvu sem spustil kontrolo in sem tam prvič začel sem tudi z meditacijo, že v Švici sem začutil, ok, kaj pomeni sploh notranje počutje, refleksija, vse te osnovne neke stvari. Ko sem prišel v Slovenijo, sem spustil to kontrolo in sem sam začel zaupati vesolju, to, kar si ti prej rekel. In potem se kar poklople stvari. Pač zmeri sem hotel en startup odpreti, kjer v bistvu spodbujam bolj kreativo, ker v korporaciji mi je bilo samo nimam nič prostora za kreativ in čist mi je ubil. Kar je bila kreativa, je bila salsa. Ali pa ustvarjanje muzike, malo tako, džembe in tako naprej. Torej v Sloveniji je pa se odklopil, torej, da sem najdel poslovnega partnerja, sem odprl startup, kjer se zdaj ukvarjamo z digitalizacijo, razvojem programsko opremo in pol sem tudi srečal Jerryja na eni privatki. Smo šli za novo let žurat in na Audi in to zgodbo moram povedati. In se enega trenutka oba dva spomnim, po moje to v življenju ne bom pozabil, ko smo bili v dnevni sobi in smo oba dva začutila, ob enih, meni si bilo 1 zjutraj, zdaj moramo iti v klet. Zdaj moramo cel stage predstaviti v klet, ker zdaj ne paše več. Ful je čuden vibe bil in vse to in oba dva smo tako začutila, ful je pomembno spet okolje na celo izkušnjo plesa in glasbe. In smo se sam pogledali in vsi so rekli, ne da se nam to nam bo vzeli pol ure, sam smo se pogledali, imamo to, ajde. Smo plunili v roke in smo predstavili vse dol in takrat naprej smo vedeli, mi da moramo nekaj skupaj gledati, ker oba dva tako vibana na isti valovni dolžini. In potem smo v teh 5 dneh dobili ta občutek, ta družba, to intimnost pa ljubezen do tega, da ustvarimo neko celico, kjer se podpiramo brezpogojno in kjer je skupinska potreba ima večjo prioriteto v neki fazi kot pa potreba za sebe, ker smo že imeli vse zadovoljen. Torej, dobili smo podporo, dali smo si ljubezen sam sebi in počutili smo se doma. In počutili smo se v nekem okolju, kjer se lahko izražamo. In potem je samo bilo ono, jaz imam surplus, jaz lahko dam nazaj. In potem se je samo ustvaril ta vortex, kako bi rekel. In od takrat naprej smo si pol tudi, potem, ko smo imeli kot nekak sharing circle, smo si rekli, pač to, da imamo mi DJ-je v naši družbi, to pač ni samoumevno. Ta občutek je še nisem imel v klubu. Mi si to želimo dati naprej. In smo čutili, kot da je neko poslanstvo, gremo delati dogodke in tako je vse nastali. In tu sem jaz tudi v bistvu dobil potrditev, če zaupam vesolju in se samo prepustim, brez da imam fokus na rezultat, tako si tudi ti prej rekel, in zaupam sebi in vesolju, kar mi je največja mantra letos, potem ti bo dal darila. Sam ne prehitevati, pa bodi potrpežljiv. No. Kaj pa zate pomeni vedeti, v katero smer iti, kar rečeš, zaupam vesolju, ne? Naredi tisto, kar čutiš, velikrat tudi rečemo. Kako bi mi lahko to opisal? Kaj od tebi ti pove, kam iti? Prvo je, da si moram najti space. Torej,
nek prostor, kjer lahko zadiham, kjer nisem v glavi in kjer kar v bistvu grem za nekim programom, pa za nekim potrebam, ki izhaja mogoče iz straha ali pa iz nekega prostora, kjer je zadovoljim neke pričakovanja iz eksternega sveta. To je prvo. Torej, da se res povežem z dihom, sam sabo in se vprašam, kaj je sploh meni dobro delati, kaj si jaz želim. In to ne pomeni sam, jaz si zdaj želim narediti festival in to je zdaj rezultat tega, ampak tudi kako se jaz želim počutiti med to organizacijo in procesom in a sem pripravljen žrtvovati to in mi bo dal to v procesu do rezultata, to, kar si jaz želim trenutno. In potem je tudi vmes, ko začnem neki, se sprašujem to, kar si rekel, kako se zdaj počutim. A je to bila samo neka ideja, ali je to resnica, kako sem počutil. In potem se v bistvu sproti reflektiram, prvo notranji svet, ali je to, potem pa vidim dostikrat, jaz pravim, če si ti na svoji soul pathu, ali pa to, kar ti je namenjen, ful lahko stečejo stvari. Na začetku haslaš, na začetku je naporn, ampak jaz vidim dostikrat zgodbe, ali pa program tudi v sebi, da moraš vedno haslati, da ti uspe. Samo če si ti na tej pravi poti, potem mora dosti lahkotno to steči in ti mora vesolje pripeljati ljudi, da je v bistvu skoraj včasih prelah, pa si sam misliš, fakt to neki ne štima, to gre preč na easy. Jaz bi mogel bolj trpeti za to, da dosežem nek uspeh in sem ful videl zdaj v opazovanju, tudi s flows in pa vse to, misli, kak je to nastalo, da je Jerry tamle rolo v Zadru, je en Ash iz UK-a ga kontaktiral, mu je rekel, da gre na kavo pred tem, ko je rolo, je skencelal v Ibici nek gig in je prišel kar z njim v Ljubljano, smo ga en teden hangali in sem se povezal z Slovaki in je tak nastal flows, a veš, in se mi zdi, pa smo en let prej smo ful iskali po celi Sloveniji, kje bi lahko delali festival, pa smo bili tako razočarani, pa smo rekli, mi nikoli ne bomo našli lokacijo in potem smo sam spustili. In je prišel, ko je bilo potrebno. In sem sam ful sem prepričan v to, da ne rabimo vedno haslati na polno in če moramo haslati, to zdaj vidim v tej firmi, s digitalizacijo, pač že 3 leta, res je težko, ful je ovir, nekaj se moram naučiti od tega, ampak tudi čutim, da bom mogoče v nekem času mogel to spustiti, ker I don't feel it's my soul path. In pretežko je. Preveč je stak in ciklanja in vsega tega. Ja, neko trenje se čuta. Ne? Kaj se tebi zdi? Isto vprašanje nazaj. Kaj sem te že vprašal? Res. Ja. Ko sem te poslušal. Kdaj se ti zdi, da je... Da veš, da je odločitev tako, da je pot ta prava? Ja, ful dobro vprašanje, hvala ti. Lahko enega filozofskega. Takrat, ko imam občutek, da se ne prekinja, da si v bistvu ne delam te poti predolge, torej da ne razmišljam predaleč, ko začnem razmišljati preveč v prihodnost, se malo prizemljim. Ok, sej cool, ampak to ni naslednja odločitev. Probam si čim bolj preproste odločitve omogočati. Veš, kaj mislim? Tako da, če je odločitev za naslednji korak preveč zakomplicirana, po moje to ni ta prava. In pol, v bistvu, kar zdaj sem začel delati v lanskem letu, pa še zdaj, je, da se malo več zaupam tudi astrologiji, malo več zaupam tudi lastnim notranjim občutkom, ampak še zmeri pa krepim ta del ega mene, ki je zelo močen v ustvarjanju. Zelo si želi uspeha, želi si raznih stvari. Ampak ga imam pa v taki meri pod kontrolo, da v bistvu pol to dvoje nekako prepletam med sabo. In tiste odločitve, ki jih zdaj sprejemam, so meni tako najbolj enostavne odločitve. Najbolj logične, najbolj preproste. In v trenutku, ko mi začne glava spet delati, še to bi mogel. Ti bom dal konkreten primer. Zdaj pripravljam majice, kapce za Underdog clothing line, da se naprej razvija. In meni je bil cilj, da to naredim do en teden nazaj. Ampak jaz sem ta cilj tako spustil en mesec nazaj.
ker sem si rekel, zakaj? Zakaj mora biti do zdaj? A ne bi užival malo bolj poletja, a ne bi bil raje več doma, a ne bi raje kam šli skupaj, a boš res šel spet v to. Klej, itak moram reči, da mi žena moja čudovita Anči pomaga nenormalno, s tem, da je brutalno iskrena do mene in da si mi upa stopiti na žul. A veš, da mi upa reči, stari, ne moreš mi en dan govoriti, koliko bi bil rad sta malo, drug dan pa da v še en podjetje odprl. Ne moreš, ne gre skupaj. Daj sam pač še enkrat pomisel, kva delaš, pa se pravilno odloči. No in lahko potrdiš, da sem več doma, ker si verjetno pričakovala, da bom. Ja, res. Si! Drugače je iz Španije, je rekla. Si! Ne, ni Slovenke. Pozabim, da se ne poznamo tako dobro, veš, ker mislim, da sarkazem pali, v bistvu pa folk, kaj zdaj ono, res ali. Tako da ja, v glavnem je to, kombinacija tega, da poslušam ljudi okoli sebe, ki mi dajo signale. En tak primer je bil tudi recimo Tomi, ki sem se hotel lotiti influencer marketing platforme, neke čist brutalne z AI-om povezane. Ideja je bila huda, sem rekel, gremo v to zgodbo, najdu bom ekipo, itak Tomi upičen, ki je brutalen UX designer, pa razvijalc, in da se vseva na sestanki, in on meni po sestanku pride do mene in mi pravi, lahko pa ti veš, koliko bo to časa vzela. Pa jaz pa ne, model, pa si ga bomo na easy vzeli, pa to, sej vsak ve, kva mora narediti. Rekel, lahko, ti govoriš o biznisu, ki bo huge, lahko. To je uno, v garaži začenjamo, to je 12 ur dela na dan, a si pripravljena. In pa je rekel, evo ti dam predlog, dajmo se zmeniti za en teden, v prihodnosti čez 14 dni, kjer bomo temu projektu posvetili vsak 12 ur na dan. In jaz, ki sem ta urnik pogledal, jaz sem tako stari, meni to ne gre čez. Je rekel, vem, da ti ne gre čez, zato ti to govorim. In drug dan sem ga kontaktiral, sem rekel, pusto idejo. Gremo se mi fokusirati na podcast, gremo se mi fokusirati na to. Ampak, a veš, če nimaš takih ljudi ob sebi, ki ti povejo resnico, ki te malo streznejo, ki začne tle not čeblat, pismo je težje, tako da si ful dobro prej rekel, okolje. Ne samo to, kje si fizično, ampak tudi, kje si mentalno, s katerimi ljudmi si izmenjuješ ideje, je zelo pomembno. In ja, vsaka odločitev, ki je bila od tiste točke naprej sprejeta, je res toliko lahka. In tudi zdaj se počutim lahkotno. Druglet gremo na Tajsko za en mesec. A veš? In če bi si jaz zdaj, pa vem, da sem sposoben zgraditi še en biznis gladko. Sam zakaj? Kaj hočem od tega? In to mi je pa Baloh, po moje, na podcastu rekel. Kolikrat se vprašaš v resnici, kaj si želim? In tudi, ko vprašaš ljudi, vprašajte se malo med sabo, kaj si želiš? Kakšna tema rata? Kaj si jaz res sploh želim? In pol se ti začne malo, saj pri meni je tako, malo kristalizirati in vidiš, da v bistvu si želiš občutkov, ne stvari. In iz tega pol naprej lahko jaz tudi na workshopih še bolj ljudem pomagam. In konstantno jih zdaj sprašujem, kjer občutek loviš. Kakšen občutek je tisti, ki ga hočeš imeti. Medtem, ko iščemo vedno neke materialne stvari. Ena mi je rekla, na workshopu je rekla, ja, jaz bi šla v tujino smučanje učiti. Sem jaz rekel, zakaj? Oziroma ne smučanje učiti. Šla bi delati kot kelnarca ali pa kot skrbnica na recepciji nekam, zato da bi lahko, zato da bi bila v tujini. Sem rekel, zakaj pa? Je rekla, zato, ker hočem izkusiti cevca, ki jaz po njemu smučam. Sem rekel, zakaj moraš ti pol delati, kaj? In me gleda in prav, tako bom pač do tega prišla. Sem rekel, sam povej mi, kjer občutek želiš. In je rekla, želim občutek svobode, ki se furam po cevcu. Sem rekel, ti ne rabiš delati, kaj. Če boš na ti delati, kaj te svobode ne boš imela. Ti moraš kle narediti, pa iti tja s prazno glavo in iskati samo ta občutek, nič drugega. No in je bilo tako, aha. In mislim, da če drugmu dajemo te aha momente, da s čisto resnico pa preprostostjo človeku na drugi strani eno perspektivo pokažeš, ki jo ni videl, si lahko tako pomagamo, da bomo sami najdeli te prave odgovore zase. Predvsem pa spoznali, kaj res želimo. Tako da, če tebe vprašam, kaj si želiš, kaj bi mi rekel? To se velikokrat vprašam, ko sem v glavi, oziroma ja, v glavi in srcu in sem mogoče fokusiran na nek materialni output / rezultat. Torej, si želim festival za 800 ljudi z tu pa tu workshopi, to pa to spremeni. Se vprašam, ok, ampak a bom jaz v tem procesu se počutil tako, kot sem počutil, torej
kaj si želim, Mm. kako se počutim. Ne? Ja. In to je v bistvu, jaz si želim neko mirnost, to mi je prva prioriteta. Mm. Da sem miren in da sem scentriran in da sem ozemljen. To mi je tako, to mi je najvišja prioriteta, ker se mi zdi, velikrat sem lovil to srečo, that hype, da sem, ne vem, v nekih višjih dimenzijah in sem sam čutil, pač mi smo tu, mi smo na zemlji, mi smo v 3D okolju in to je osnova, kjer se moram počutiti dobro. Bravo. Jaz lahko grem malo meditirati, pa malo odplavati, kdaj kako medicino vzamem, pa grem po neke informacije, pogledam svoje življenje iz druge perspektive, sam na koncu bom jaz prišel spet nazaj v svoje telo in to mi je najbolj pomembno, da sem v tem stanju, ki sem največ časa v njem good, ne samo v teh časih, ko grem raziskovati okoli. In v bistvu bi rekel mirnost pa zadovoljstvo. Karkoli druga pa pride, pa sam pozdravljam, ker mi bo dal v bistvu možnost rasti in pa to, da bom bolj miren in zadovoljen. In ali je to sreča, ali je to žalost, ali je to jeza, ful sem se pač upiral temu in sem skozi enačo, če si ti srečen, si uspešen, ker delaš nekaj prav. In če si happy, si srečen. Ampak sem videl, ne, če skozi ta občutek lovim, potem potiskam stran žalost ali pa jezo. In potem, ko pridem v to jezo, se sprašujem, zakaj sem zdaj jezen, jaz sem failure, jaz nekaj delam narobe v lifeu, jaz jem narobe, jaz spim slabo in vidim, da v bistvu ni point, da se jaz tega držim, da sem jaz srečen. To nima nič veze s tem, da jaz moj life vredno oblikujem, ampak je sam to, da neko iluzijo lovim. Ampak meni je point, da mi je steber zadovoljstvo in mir in vse, kar prije, sprejmem z ljubeznijo. In naj pride, kar pride. In ta občutek hočem imeti konstantno 80% in vem, da so neke faze, kjer ni tako, trenutno ni tako v mojem lifeu. In zaradi tega se bom tudi odločil, da bom spustil neke stvari v mojem lifeu, ker se v povprečju tako ne počutim in ker ne živim svojega polnega potenciala, ker ni to osnova moja notranjega sveta. Ja. A misliš, da zdaj nekaj sem se zanč razmišljal sem o tem, no? Ker dosti tudi z mladimi delam, a ne? Pa se navezuje na to, kar si zdaj govoril tudi. A obstaja prekmal za take stvari? Torej, da prehmal kot človek, kot bitje na tem svetu, ugotoviš te modrosti. Ker jaz mislim, da jih z razlogom v 30-ih, recimo, pa tam okoli, no, se ponovadi odpre. Saj meni se je. A misliš, da glede na to, koliko se zdaj spiritualnost dela cool, oziroma je kar nek tak mal movement ratu, ne? Meditacija itd., ne? Kar je dobro po eni strani za človeštvo, ampak po drugi strani, večina ljudi, ki jih jaz poznam, je do teh spoznanj prišel prek neke bolečine. A ne prek nečesa, kar so mogli spustiti ali pa premagati, se soočati z nečem drugim, da so prišli do te modrosti. Zdaj pa mi, ko se o tem pogovarjamo, ko to kažemo, mladim, 20, 18-letnikom, 16-letnikom, 15, to kažemo na TikToku, na Instagramu in to ima full lajkov in zdaj oni dejansko temu verjamejo zaradi tega, ker je cool. Veš, kaj mislim? Kako ti to vidiš mogoče? Jaz mislim, da ne bi generaliziral ali za koga prehitro ali prekmal, ker meni se zdi, da vsaka duša prije z neko potjo, ko mora iti čez njo v življenju in mogoče je enemu namenjen, da je že šel čez neke stvari in je lahko že v zelo zgodnjih letih prihaja do spoznanj, kjer ne rabi iti čez mogoče neke zelo velike teme. Sam mislim, da v povprečju, ali pa jaz bi rekel, da dost rečemo duš pa potrebuje se soočati mogoče z res dnom ali pa temo, da
lahko v polnosti začuti to svetlobo. Mm. Vsaj tako je bilo pri meni. Pa dost vidim pri drugih, da res v polnosti lahko začutiš in pa sprejmeš svetlobo, je fajn tudi malo pokukati v polnosti v temo. Ja. Pa se soočati s tem. Ja, Pa to ne pomeni zdaj near death experience. Lahko je ta tema tudi mogoče čisto kaj druga. Ne? Občutki so, a ne, temačni. Ja. Še se jih spomnim, a ne, teh občutkov, ki jih nisem se znal z njimi soočiti. Jaz sem imel pač po 2 meseca skrb občutek, Ja. tako, depresije varianta. Ne. Pa nisem vedel, zakaj. Do te točke, da sem se v špegu v avtu gledal, pa si govoril na glas, da bo vse v redu. Pa se mi nič hudega takrat še ni dogajalo. Ampak jaz sem bil kar nekaj bilo meni, ki mi ni pustil biti srečen. Ali pa miren, v bistvu zdaj, če tako gledam. a Ne? Ne vem pa, kaj je to bilo. Zdaj tega občutka ni več. Če pa pride kakšna taka anksioznost, pa to, a ne, jo pa pustim. Ampak sploh ne prihaja do te mere več. Jaz mislim, da se je takrat toliko nabral, ker nisem znal tega shendlati. In se mi zdi kul ta del, kot orodje predajati mlajšim generacijam, da že prej odkrijejo neke take zadeve. Ja. Istočasno pa biti, a veš, vse, kar pride iz naših ust, pa zdaj ta platforma Underdog Podcast, tu je že zelo velika. Ne? In bolj, ko se več je odgovornosti zraven, kaj pač pride, ni to več neka zajbancija. Ne? Veš, ljudem pravijo tudi, da jim spreminja življenje. In to ni neki uno, da boš, a veš, hudo. To so resne zadeve. Ne? In dostikrat se pogovarjamo tudi o psihedelikih. In pa mi folk piše, a veš, mene sprašuje, a misliš, da bi mogel jaz na to iti? Ne. Zakaj ne? Zato, ker si mene vprašal. Veš, kar tako, na nek način je koncept, če oni to delajo, ker so kul, pa moram tudi jaz. In se mi zdi, da moramo biti tukaj zelo previdni, na kakšen način to komuniciramo, na kakšen način to znanje pa veliko modrost predajamo generacijam naprej. Istočasno pa jim pustiti to firpčnost, igrivost, da se spoznajo s tem, kot smo se mi. Moje prve izkušnje so bile pač smeh itd. Zadnja izkušnja je bila pač 1 uro, 2 ure, 3 ure. Ampak ven, ker sem prišel, sem vedel, zakaj sem šel po to. In to je bilo zato, da sem sebe spoznal. In od takrat naprej, rato fotor, začel s podcastom, biznis optimiziral, tako da se ne matram več, pa ni me strah. Ne vem, zakaj je to folka misli, da ne vem, enega pogleda pa reče, da njega pa ni nad strah. Stari, jaz sem bil toliko presran, cel life po moje. Ne vem, vedno, na nek način drugačen se je to kazalo, ampak tako tudi na igrišču, ki smo bili. Jaz sem tebi trash talkal samo zato, ker me je bilo strah, da mi žgležne polomil. Na treningu. Jerry je bil lovilc, jaz sem kriv njega. Ameriški fuzbol sva igrala. In jaz sem ti samo zato gubcov, pa ti težil, pa ne vem kva vse. Ker me je bilo strah, da si boljši od mene. Pa nima veze, a si ali nisi. Ampak tako se je ta moj strah kazal. Zato sem bil toliko tekmovalen, zato sem se toliko matril tudi v firmah itd. Jaz, ki sem slišal, da nas je en skopiral z nekim produktom, v meni noter je gorel, sem rekel, da te pa vi videli, koliko bomo mi hudi drug let. Šefom se je pa smejali, to hočemo od njega, sam počgite ga, da bo performant. Ja. Jaz bi sam še dodal. Ja, sorry, zaplavil sem. Odgovornost teh platform, ko si rekel, ko res spreminjaš enim življenje, je samo to, da opominjamo, da je vsako življenje individualno in da ni point, da kopiramo. Ja. Ampak da mogoče se da te platforme učijo neka orodja, ki jih lahko samo uporabljaš, da ne da ti, naprimer, njim pripraviš en plan ali pa jedilnik tedna, ampak da jih naučimo, kako si lahko sam sestavi jedilnik. Bravo. To se mi zdi, da je ful pomembno, da sam mogoče gre lažje čez neka obdobja, ampak da res gre čez svoje individualne procese in pa tema ali pa karkoli prijemno. To se mi zdi pomembno. In podcast je zelo dober primer za nekaj tazga. Veliko ljudi me zdaj vpraša, da bi štartal podcast, mi reče, pa to z nekim takim cmokom v grlu, a veš. Ja, recimo. Z nekim takim cmokom v grlu, ja, pa sej ne bi bil tako, kot tvoj podcast, bi bilo malo drugače, pa sem jaz kot človek, da prosim te stari. Če ti hočeš danes zgraditi personal brand ali pa neki v svoji niši neki dati ljudem, je podcast najboljša odločitev, ki jo lahko sprejmeš.
In me je to malo vrglo v razmišljanje, kaj vse je meni podcast dal, pa kaj sem mislil, da bo na začetku, pa kaj dejansko mi je. Ne? Jaz si vzamem cajt, ki ga namenam pogovoru s človekom in jaz se tako ne pogovarjam pač, s takimi ljudmi in na tak način. Nikjer drugje. Vse je zelo hiter drugje, ker si ti v svojem tempu life, pa ja, se greš na kavico, pa unogor. Ampak kle si pa namensko vzamem čas, da človeka res dobro spoznam. In s kakšnimi ljudmi sem sedel, kakšne zgodbe sem slišal. Zdaj le zadnji je bil Boštjan Videmšek, ne vem, če jih dogledal, ampak če niste, to si pogledajte. On je vojni reporter in on je govoril o tem, kako so njegovega najboljšega prijatelja obglavili. Ker ti to poslušaš od človeka in ker ti čutiš to energijo, ki ti on daje zraven, ker ti to govori. Mene trese pol podcasta, solzne oči, kar naenkrat. In me ful da v dobro pozicijo, ker si pustim. Občutek imam itak, da človeku tudi pomagamo. In Boštjan mi je po koncu podcasta me objel in mi je rekel, tole je bila zame terapija. Jaz o teh stvarih nisem nikoli javno še govoril. Rekel, ne vem, kako sem lahko to naredil, ampak sem. In to je neka najlepša stvar, ki jo kot voditelj lahko slišiš, če si v taki niši. In druga stvar, ki je, naučiš se o stvarih, če dejansko, pa mislim, da si mi dal ti ta feedback. Si rekel, da je ena punca ti rekla, da občuduje to pri meni, kako dejansko se vidi, koliko se v eni epizodi lahko naučim. In jaz od prve epizode pa do danes, jaz sem se toliko naučil o praktičnih zadevah, o orodja dobu. Pak mene res da nima, pa mi človek hoče povedati. Nobene agende ni. Zdaj moramo pa to obdelati. Zato mi so na živce, ker si mi ti gleda začel, to me moraš vprašati. Ne, ni panike, se to si pač ti, tebe imam rad, če mi drug to. Ja, in zato vse, ki se igrate z idejo, da bi imeli podcast, pa dajte fucking probat. Pa sej, zanj sem enega fanta tudi vprašal, ki se je pripeljal iz fucking Kobarida poslušati podcast v živo. Sem rekel, si ti res prišel sam zaradi podcasta? Je rekel, ja, oči me je pripeljal. Sem bil tako, wow. In potem sem ga vprašal, tako malo sem ga počgal, ker sem mislil, da je rekel, moj podcast, ne? Sem rekel, kjer je tvoj najljubši podcast, ne? Oziroma sem rekel, a misliš, da je lahko en podcast najboljši? In mi je rekel, ne. Podcastov je lahko 100 odličnih, ampak 100 drugačnih. In vsak bo najde tistega, ki z njim rezonira. In več, kaj je podcastov, več ljudi lahko najde tisto, kar z njimi rezonira. Zato ljudje, pojdite v podcast, karkoli delate, če vam paše, če čutite ta klic, sam fucking probite. Pa ne mi z izgovori, nimamo prejme, ne vem kako unogor tretje. Napišite mi, vam bom jaz posodil za ta prvih 10 epizod, če te rabel. Ne bomo, ne. Nazaj. To ste sam sanjalci. Ne, ampak res, poštartite, da se s telefonom, majke se lahko kup zelo poceni. Res ti odpre velik. Ampak bodite pa iskreni do sebe, zakaj ga hočete imeti. Ne ga delati zato, kaj je kul. Ker pač bojo to, tako kot so bili moji 3 prvi podcast. Dal vam bo neko lekcijo, ampak ne vem, kaj bo iz njih. Tako da nam je spet preveč zaplav. Sem te hotel vprašati prej, ker si mi zgodbo svojo razlagal. Hvala ti. Drugače za to, da si jo tako iskreno povedal. Sem te hotel vprašati, kaj si čutil prvič, ko si šel na salso? Če se spomniš tega dneva, ker da si šel iz enega tazga okolja v čist kontra temu. Kakšen je ta dan izgledal? Čutil sem to, kar si prej razlagal, to povezanost s telesom. To, da sem šel iz racija v telo, v srce, v intuicijo in sem se prepustil toku. In sem sam bil. A te je bilo strah? Malo sem imel teh občutkov, kako bom zdaj spadal. Sram, mogoče malo manj, ampak bolj tako, ne vem, ne znam, nisem dosti dober, ne znam obratov. Ker sem tudi že z bratom parkrat šel na kakšne social dance, preden sem začel s tečajem. A sem mislil, da sta doma plesali od dnevnih. Ja, to pa nisem. I don't judge, man. Ja, to pa nisem. Ampak pol tudi skozi ta proces, jaz sem pol 4-5 let plesal salso in prva pol leta je bilo spet, ni bilo pač full fine, prva pol leta, pač v glavi sem se moraš se naučiti, sploh moški mora pač voditi in se naučiti obrate in ne greš čist flow muske, ker pač moraš biti tu
ampak po pol leta se pa lahko pol v bistvu muscle memory pa podzavest tako globoko gre, da pol čisto spontano plešeš in to je pol užitek. Prvo pol leta je pa bil mal pač, kako bi rekel, ni bilo garanje, ampak je bilo kar ono, sem že vmes nisem, kaj to zdaj, res to, ampak sem probil pač do neke mere prideti, ker so mi tudi ostali rekli, dej, probi, bo če mal tu in boš videl, ko boš prišel v ta flow, ko se boš naučil, boš prišel ta muscle memory, ko boš prišel v te, potem boš položivo. In kar je meni dal, zakaj to tudi delam pri sinergiji pa pri flow, kaj mi da motivacijo je, da sem jaz videl tudi pri salsi, kaj je ljudem dal ples. Meni je ples pa glasba, se mi zdi en tak pomemben fundament našega človeštva in orodje za to, da se povežemo s telesom pa srcem, in na voljo ga imamo. Hvaležni smo da lahko to delamo, ne? Da imamo funkcionalno telo in v bistvu ga imamo posod zraven. In posod lahko plešemo, pa poslušamo muziko skoraj, ne? Lahko si prepevamo. In sem videl, tam sploh Švicari so dosti zategeni velikrat, ne? Ker pač so v takem okolju in so imeli velikrat težave za samozavestjo pristopiti ženskam in se je pol vse okoli tega tudi vrtelo, da so bili osamljeni. Potem sem pa samo pozval, kako ples in salsa transformira ljudi. V roku enega leta se jim je life spremenil. Pač ostali so bolj mehki, samozavestni, ta kontakt z ženskami je bil, kako bi rekel, domač in mi je sam dal vedeti, kaj se da s plesom ustvariti in glasbo in plesom in sem pol tudi videl, ko sem hodil pol na te social dance, trezni ljudi, nasmejani ljudi in tak vibe in sem sam pol Jerryju, ko smo se spoznali, sem vedno razlagal, meni je cilj na elektronki spraviti salsa vibe. Pač tako, a veš, da smo lahko trezni, da lahko plešemo čez dan, to mi je v bistvu tudi en cilj, no. Ta srčno energijo spraviti v elektronko, ne da vse bazira na mogoče drogi, pijači, ono tretje, ampak da je res lahko tudi čisto ono sober feeling in da lahko prek plesa to aktiviramo, ne prek drugih stvari, ne. Ja. Ker imamo to vse, v to ekstazo, da pridemo, ne. In to mi je bil največji learning v salsi in zaradi tega meni tudi tukaj pomeni ta ples pa ecstatic dance, pa zaradi tega tudi delamo te kakao dance pa vse to, ker pač vidim, koliko to meni da, pa koliko to obiskovalcem da. Čudovito. Pol načeloma, kar se tiče flowsov, si hotel še kaj dodati, prej, kaj je Jerry o tem govoril, pa smo rekli, da boš še ti. Kaj na tematiko, vse si že dosti povedal, kaj dejansko delate, na kakšen način delate, ampak mogoče kaj iz vidika, kako pa ti vidiš ta projekt in kaj si ti želiš s tem projektom, poleg tega, kar si zdaj povedal, še pustiti. Meni je v bistvu, zakaj sem sinergijo začel, pa flow se je, da mi je klic bil, da si želim podpirati svet v grajenju mostov med spiritualnostjo in konvencionalnim svetom. To pomeni mogoče hardcore spiritualnost, pa konvencionalni svet, nek tak middle way najdi. In mogoče iz obeh svetov neke stvari, ko jih jaz začutim, ali pa ekipa, ali pa tudi obiskovalci, vključiti noter in to ustvariti nek nov način druženja, raziskovanja. In si želim za prihodnost, da še bolj podiramo neke stigme ali pa omejitve, da kakao, naprimer, s kakaom lahko samo v bistvu igraš inštrumente ali pa na elektronki si lahko sam zvečer. Ampak da ustvarimo neko novo okolje ali pa frame, ki ga trenutno čutimo, ne da ga kopiramo od preteklosti in kombiniramo različne stvari in ustvarjamo hibride. Hoda. To mi je cilj. Tebe tega še nisem v life vprašal. Če bi jutro umrl, kaj bi bilo danes tvoje sporočilo svetu? Da v bistvu se imejmo radi, sami sebe, in da se spoštujmo
in da smo zadost. Da ne rabimo več. Da taka verzija, ko smo danes, smo perfektna verzija. To mi je sporočilo. Zelo lepo. To danes ni bilo planirano, da bo sta one dva gosta drugače. Res ne, presežem. Tako da to je vesolje zrihto, pa jaz mislim, da je kar dobro zrihto. Vi ste se imeli v redu? Ste uživali? Svaka čas. Hvala. 1 uro pa pol sedeti, ko poslušati, svaka čast, ampak kakor sem pogledal, sem čutil, da ste z nami, da ste noter in to mi je bilo všeč. V soboto bomo imeli še enkrat, upam, da tam, ne, bo lep vreme. Ja. Tako da bo malo bolj način, pa tako, kot sem rekel, če bo koga poklical, en stolček bo prost. Če bi mi kdo prišel kakšno zgodbo povedati, evo, eno roko že imamo. Ja, se mi zdi, da ja. Ok. To. Fiks. Začneva mi dva. Okay? Ja. Pol naprej bomo pa videli, koga bo še poklical. Bomo pa tako delali, da bojo sloti ene 15 minut, tako 15-20, odvisen, koliko bo pač močna zgodba, kakšen bo pul, pa bomo pa pustili flowu, da nas pele, kamorkoli nas more. Tako da hvala vam res še enkrat, da ste si vzeli čas, da ste kle, da poslušate podcast. Zelo cenim in se bom potrudil, da ga ne boste nikoli hoteli nehati. To je pa to, kar bi vam jaz sporočil za enkrat. Hvala tudi vama, ne pa uživajte dalje.